Tokratna oddaja bo v znamenju dveh tem. Najprej bomo govorili o članski ekipi, ki je na pragu uvrstitve v elitno nogometno druščino pri nas. V drugem delu oddaje pa znova o mednarodnem turnirju Ljubljana Open. Predstavili vam bomo ekipo, ki bo zastopala NK Bravo. Varovanci Dejana Grabiča so v maj vstopili z zmagovalno mentaliteto. Po porazu z Radomljami so se naši člani znesli na Dekani in s to energijo so krenili tudi v naslednje obračune. Prvi test je igralce čakal v Brdih na izjemno razmočenem igrišču. Iz najstarejšega slovenskega mesta se selimo v Goriška Brda, kjer so gostovali nogometaši vodilnega AŠK Brava, torej izjemno zahtevno gostovanje za Ljubljančane, kajti vemo, da nogometaši iz Vipavš v spomladanskem delu niso nič kaj gostoljubni pred svojo publiko in mnogi so se spraševali, ali lahko zagrenijo življenje tudi AŠK Bravo. No, gostje so tekmo odigrali z odliko in že v 4. minuti povedli, po tej dolgi podaji v napad je bil na pravem mestu Marko Dabro, potem pa s pravo bombo zabil za 0:1 hitro vodstvo Ljubljančanov in veliko veselje v taboru rumeno-belih. Na koncu se je izkazalo, da je bil to tudi ključen dogodek na temle obračunu, ki si ga je sicer ogledalo okrog 100 gledalcev. In tako so Ljubljančani prišli do izjemno pomembne zmage v boju za prvaka Brda, AŠK Bravo 0:1. Marku Dabru je zares uspela izjemna akcija. Dejan Grabič pa je po obračunu hvalil borbenost in zrelost njegove ekipe. Vso pozitivno energijo so fantje uspeli prenesti tudi v Ljubljano, kjer jih je 3 dni kasneje čakal obračun z Beltinci. Na tribunah se je zbralo okrog 250 gledalcev, ki so bili prvič na nogah že v 7. minuti, ko je takole z levico zabil Mitja Križan, močno natančno v desni kot vratarja Domna Grila, ki je seveda bil brez pravih moči za obrambo. Povišanje vodstva v 31. minuti, ponovno lepa kombinacija, pa prebit levi bok, na koncu podaja v sredino, potem pa močno in natančno Jaka Ibejšek za 2:0. Mojstrovina Ibejšeha in 2:0 je bil tudi rezultat prvega polčasa. V drugem delu igre so nogometaši v rumeno-belih dresih le še dokončali delo, najprej v 47. minuti napaka gostujoče obrambe, ki jo je izkoristil Marko Dabro in na semaforju je pisalo 3:0. Do konca obračuna so gostje iz Prekmurja dosegli častni zadetek in sicer v 81. minuti zabil je Jan Kristl. Toda seveda domačini niso bili preveč razočarani, kajti zanesljivo so dobili tale obračun AŠK Bravo Beltinci 3:1. Tudi na športnem parku v Ljubljani je bilo ogromno vode, a na zelenici je bilo vendarle nekaj več nogometa kot v Vipavžah. Do naslednje tekme se je vreme vendarle popravilo, a tokrat težavnost naloge ni bila odvisna od podlage, temveč od tekmeca. Sprehod po drugoligaških nogometnih štadionih začenjamo na najpomembnejši tekmi kroga in sicer na Ptuju Dravada Kinda Ptuj AŠK Bravo. Glavno vprašanje pred tole tekmo je bilo, ali lahko Ljubljančani pokleknejo na Ptuju in si otežijo pot v prvo slovensko nogometno ligo. No, dolgo so imeli težave, potem pa 82. minuta in tale neumno Žana Hrastnika, vratarja domačih, ki je zapustil svoj gol, kar je kaznoval Mustafa Nukić za 0:1. Veliko veselje v ljubljanskem taboru, kajti v tem trenutku so si na stežaj odprli vrata v prvo slovensko nogometno ligo. 0:1 je bil tudi končni rezultat tega obračuna, kar z drugimi besedami pomeni, da Ljubljančani potrebujejo prvoligaško vozovnico
v zadnjem krogu proti Ankaranu. Mustafa Nukić je z zadetkom v finišu tekme poskrbel za Preširno voljo na klopi naše ekipe. Dokončno je postalo jasno, da bo Bravo v zadnji krog druge slovenske nogometne lige vstopil s prednostjo. S 3 zmagami na 3 zaporednih tekmah je Ašk Bravo zadržal primat na vrhu prvenstvene razpredelnice, ob tem pa je tudi izhodišče nespremenjeno. Za osvojitev naslova v drugi slovenski nogometni ligi ekipa potrebuje vsaj točko proti Ankaranu na domači tekmi. V primeru poraza Sežane proti Krki, pa tudi poraz z Ankaranom ne bi bil usoden. Pričakovanja so ogromna, priložnost pa izjemna. Pridite na Žak in nam pomagajte v boju za prvo ligo. Če me želite spoznati, morate potovati z mano. Ja, vem, vsi ti kompromisi, kaj vzeti s sabo, kako priti do letališča, prtljaga, udobje, pa prostor za noge. Te skrbi jaz spuščam doma. Zakaj ne bi vedno izbrali najudobnejše poti, brez kompromisov? Nomago. Mi smo Novice Svet 24. Ste jih danes že prebrali? Novice Svet 24. Vsak dan od ponedeljka do sobote. Moja mama je strela, moj poter je grom. Moja mama je strela, moj poter je grom. Če hočeš biti moja. Vsa Slovenija preklaplja na Petrolov štrom. Priključi se tudi ti. Petrol. Energija za življenje. Če ste zvesti obiskovalec naše spletne strani in socialnih omrežij, ste zagotovo zasledili, da bo letošnji turnir Ljubljana Open 2019 nekaj posebnega. Ne le zgolj zaradi tega, ker bo organiziran 12. leto zaporedoma, ne zato, ker bo znova v Stožicah in ne samo zaradi tega, ker bodo letos na turnirju Southampton, Udinese, Šturm, Dinamo in Rijeka. Poseben pečat letošnjega turnirja predstavlja sodelovanje z nogometno hišo Zabave. Nogometna hiša Zabave, nova stvar na trgu, pa najboljše, da sami poveste, kdo ste, kaj ste, zakaj ste in kaj želite v bistvu sporočiti in narediti. Jaz mislim, da že v osnovi ime Nogometna hiša Zabave pove bistvo, da smo povezani z nogometom, ponujamo zabavo z nogometom in seveda skozi ta nogomet nekako poskušamo na en zanimiv, sofisticiran način približati zgodovino slovenskega nogometa mladim, ki je ne poznajo. Nekaj novega, veliko moderne tehnologije, tudi verjetno je bila tu v prvi vrsti ideja približati vse skupaj tudi mlajši generaciji. Ja, zagotovo je, da je skozi to moderno ali pa sodobno tehnologijo nekako cilj približevanja zgodovinske vrednosti slovenskega nogometa in vsega ostalega tem mlajšim rodovom. Ni pa to edini cilj naše nogometne hiše. Naš cilj je pravzaprav povezovati mlade družine skozi šport. Zagotovo smo na pravi poti s temi sodobnimi tehnologijami, bomo pa izboljšali oziroma dvignili kvaliteto same ponudbe. Kakšen je morda cilj nogometne hiše, ta kratkoročen in kakšen morda dolgoročen,
verjetno si želite čim večjega občinstva, čim več ljudi, čim več otrok, da se poistovetijo s hišo zabave, da vse skupaj predstavlja tudi določen pojem v nogometu v Sloveniji. Ja, zagotovo želimo postati najprepoznavnejše nogometno zabavišče v regiji. To je naš dolgoročni cilj. V teh kratkoročnem obdobju se pa želimo predstaviti Sloveniji na nekih strateških dogodkih, ki so za nas pomembni, tako kot je recimo Ljubljana Open. V kontekstu tega se bomo pojavljali in se tudi že zdaj aktivno pojavljamo po Sloveniji. Želimo približati našo ponudbo ljudem in seveda poistovetiti ljudi z našo ponudbo. Ravno to, v Stožicah boste prisotni, poskrbeli boste za spremljevalni program. Kaj lahko pričakujejo obiskovalci 15. junija? Zagotovo se bomo potrudili zanimirati številne obiskovalce, ki jih pričakujete vi in mi v Stožicah. Drugi del, ki je zelo pomemben, je, da želimo približati tudi samo dogajanje na štadionu skozi animacijo nogometne hiše. Zagotovo del te ponudbe vidimo tukaj v ozadju. Naš cilj je, da bodo ljudje videli in spoznali vsebine, ki jih ponuja nogometna hiša, ter na ta način bomo popestrili sam dogodek, kot je pač sam turnir. Ne? Torej za vsakega nekaj? Za vsakega, definitivno za vsakega nekaj. Super, hvala. Prosim. Unikatno nogometno druženje. Tudi to vas čaka 15. junija v Stožicah, kjer bo ob 5 tujih ekipah tudi zasedba NK Bravo. Ker bo letos na turnirju igrala selekcija U14, je večina fantov na turnirju že igrala. Če smo povsem natančni, pred 2 letoma je večina teh fantov osvojila sijajno 3. mesto. Že takrat je bil njihov trener Blaž Škof. Blaž Škof, trener ekipe U14 v letošnji sezoni, ste dobili čast, da boste trenirali kot prvi selekcijo te kategorije na Ljubljana Open, ampak najprej morda začetek, kakšna je sezona za vami, kako dobri so fantje, kako se pripravljate iz tekme v tekmo, prihaja ta vrhunec, je že v glavah ali je za zdaj vse skupaj usmerjeno še v prvenstvo? Ja, zaenkrat smo še vsi mirni, v bistvu imamo še 4 tekme do konca prvenstva, sredotočeni smo na prvenstvo. Ko bo pa konec prvenstva, bomo pa tudi nekaj podarka dali za ta turnir Ljubljana Open, tako da bomo probali se čim bolje pripraviti in misli usmeriti na ta turnir. Večina fantov je že okusila Ljubljana Open pred 2 letoma, takrat 3. mesto za to selekcijo, za te fante. To je dobro izhodišče. Ja, vendar morate vedeti, da so tudi druge ekipe. Mi ne bomo obremenjeni na tem turnirju, mi bomo probali odigrati po najboljših močeh. Ni me strah, ne bojimo se nobenega. Ekipa mislim, da bo dobro pripravljena, fantje, da bodo dali svoj maksimum. Na koncu bomo pa videli, kje smo, kako smo, kaj smo naredili. Tako da mislim, prepričan sem, da bo na koncu dober rezultat. Sam imam tudi tak občutek. Mednarodna konkurenca, 2 hrvaška kluba, Southampton pa Udinese in tudi Sturm Graz. Kako pomembno je, da fantje okusijo to mednarodno konkurenco, da vidijo, kako dobri so v primerjavi z ekipami iste starosti iz drugih držav? Ja, zelo pomembno je. V bistvu tudi oni sami vidijo, fantje sami vidijo, kje so, na kakšnem nivoju lahko igrajo ali pa kakšnem nivoju še morajo igrati. Tako da je eno merilo tuje ekipe, zato tudi dostikrat hodimo na kakšne turnirje ali povabimo kakšno ekipo, da odigramo prijateljsko tekmo z njimi, ker pol se realno vidi ocena ali fantov ali ekipe in tako lažje pol oceniš kvaliteto same ekipe. Izkušnje z mednarodnimi turnirji imate, nedavno ste bili v Umagu in bili dejansko tudi zelo uspešni. Ta generacija je tista, ki naposled nekako naredi nogometaša, igralca. Tu je pri 14-15 letih nekakšna odločitev pred fanti ali dejansko vstopiti v ta svet nogometa zares čisto do konca ali morda nekje nehati. Veliko je stvari, ki vpliva na mladeniče v teh letih. Kako se sami ubadate s temi faktorji pri vaših fantih?
Ja, res je. Mislim, da so tukaj že fanti doma, večina ima začrtano pot, vejo, kaj želijo, kaj hočejo, kot pri nogometu, kot verjetno v šoli ali v življenju. A ne. Sicer so mladi še, ampak že imajo dosti razdelane te stvari. Ja, tako da tukaj pač je mogoče malo prednost to, da imamo že nekako izbrane fante in je malo lažje pri teh stvareh, ampak vseeno pač jim probamo še nekako dati to podporo in da jim pač omogočamo, da pol lažje pridejo do dovoljenega cilja. Morda še za konec bolj šaljivo vprašanje kot ne. Kakšni so vaši fantje, so razigrani, ubogajo, vam sledijo takrat, ko je treba, tudi morda ne želijo upravljati kakšnih nalog, kakšen vtis imate vi, kaj se morda po garderobah govori? Ne, so čisto normalni fantje, pač kot vsak normalen fant, a ne pač najstniki, te pravi. Je pa tako, no, mene seveda vsakega razjezijo slabe stvari, ampak mene največkrat me razjezi to, da na igrišču ali na treningu ne delajo tako, kot bi mogli delati, ali pa to, ko so zmenjeni, tukaj ni popuščene. Ostale stvari pa sprejemam. Trenerja smo spoznali, zdaj je potrebno še ekipo. Ta je razigrana, polna energije in pošteno navihana. Mraz Rev, Naca Šega, Toplaknik, Adin Velič, Dino Kojić, Tristan Lenić, Oskar Kvatrnik, Gal Krajnc, Anisa Vidović, Urban Strašišar, Rok Dolenc, Senad Porić, Val Močnik, Karl Lamberger, Mark Popović. Urbi rešuje Tristana, Pope! Jaj, Urbi! Pa kaj delaš, Urbi? Lepo zdaj Karl Lamberger Dominik. In lepo Urban. Tristan zdaj močno z roko. Pope, drgo. Iskreno vam povem, da ne vem, kako sta lahko Popović Mark in Karl Lamberger Dominik prišla v finale. Dobar dan, Val Močnik, kako se počutite, ko ste bili v finalu, ali se res niste bili? Kako se počutite po zmagi na turnirju? Zelo dobro. Ja. Imate kaj več povedati? Ja, ne. Vi? Ja, res, občutek je fenomenalen, če posebej zelo se... Daj tišina. Spet se mi zelo žal za Tristana in Urbana. Ja, ker sta zgubila, ampak pošteno, ne, seveda. Ja, to je moja izjava. Kdo v ekipi imel večji delež? Ti, Alan? Seveda, ja. Če bo selekcija U14 navihanost, živahnost in neukročenost uspela prenesti tudi v Stožice, si lahko obetamo sijajnih iger. Mi komaj čakamo, da napoči trenutek, ko se bo turnir tudi začel. Pridružite se nam tudi vi. 15. junija je dan za Ljubljana Open 2019.